knjižnega trga. Dober dan. V današnji oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Ivana Dobnika Nostalgija, utopija, romanu Primoža Mlačnika Surferski dnevi in spominskim refleksijam Mateje Gaber Svet je drugačen. Recenzije so napisali Tjaž Mihalič, Miša Gams in Marija Švajncer. Ivan Dobnik, pesnik, prevajalec in esejist, urednik in založnik, je od prejšnjega meseca kot dobitnik Pretnarjeve nagrade tudi uradno ambasador poezije. V zadnjih 5 letih je izdal 5 pesniških zbirk, zadnja ima naslov Nostalgija, utopija. Tudi to je izdalo književno društvo Hiša poezije, vanjo pa se je poglobil Tjaž Mihalič. Pesnik Ivan Dobnik zbirko Nostalgija, utopija zaokroža svoje intenzivno ustvarjalno obdobje zadnjih 5 let, v katerem je osrednja tema poezija sama. Prek zbirke Tihe pesmi, ki sedaj preraščajo v 1000 pesniških zbirk, ki so samo za sanje, zbirke Čajne pesmi, vse mora biti poprej namreč umito v kopeli čaja za drobec sekunde, zbirk Rojstvo oaze in do konca Odprto nebo, ki postajajo utopija vsega, kar je nastala Nostalgija, utopija. Gre za zbirko, ki jo mora enkrat v življenju napisati vsak pesnik. Pisati poezijo o poeziji, pisati poezijo poezije. Ne le v kontekstu drugih tematik, temveč celotno zbirko posvetiti tovrstnim vprašanjem. Zbirka je apoteoza poezije, kot takšna pa ne more biti ena sama, četudi narava poezije ostaja nespremenjena. Pesem ne more nastati brez svojega stvaritelja, pesnika, je Dobnik zapisal v uvodniku z naslovom Prisotnost pesnika, prisotnost poezije v 124. 125. številki Poetikona, katerega urednik je. Vsak pesnik mora napisati tovrstno apoteozo zase in s tem tudi za vse druge. Razpetost med nostalgijo in utopijo je razpetost med začetkom njegovega ustvarjanja in tem, kaj poezija je, oaza, nebo, utopija. Metafizični kraj, kjer se srečujeta pesnik in poezija, stvaritelj in stvarstvo. Na predstavitvi je sam poudaril, da je vse bistvene koncepte, vse bistvene nastavke domislil v svojih gimnazijskih letih. Hkrati pa je poezija postala utopija, dobesedno ne kraj. Zbirka torej v tem smislu v domišljanju poezije doseže vrhunec. Če oaza in nebo, ki se prav tako kot motiva pojavljata v zbirki Nostalgija, utopija, v sebi še nosita nekakšno krajevnost, je krajevnost pri izrazu utopija povsem izgubljena. Pravzaprav je zanikana. Poezije kot kraja ni in hkrati je bolj kraj kot kdajkoli. Morda bi lahko predlagali drugo ime za utopijo, ta bi bila horizont, če naj nadaljujem metaforičnost iz neba. Na horizontu, naj nadaljujem metaforo, ni nič drugega kot veter. Veter je del procesa, se glasi citat iz Ezre Pounda, ki uvaja pesem o vetru in o obstoju brezčasja. Otvoritveni citati se sicer pojavljajo samo v začetnih pesmih, pri tem pa se kažejo kot dialog z drugimi stvaritelji. V tej pesmi, v prozi, Dobnik odpira vsa temeljna vprašanja poezije. Naj to pojmujemo kot umetnost v splošnem. Sanje, presežno, čas, neulovljivost. Pišem v neverjetno snovni realnosti, a tisto, kar je na drugi strani črk, za besedami in pisavo, je transcendenčno. In zagotovo lahko trdim, da je izum potovan po brezčasnem prostorju že dolgo znan. V tem je videti vodilo Dobnikovega pisanja. Uporaba konkretnih podob, krajev in hkrati stremljenje k upovedovanju presežnega. Vse drugo je neoprijemljivo in spi v toplem hlevu. V metafizičnem pesniku, na primer, naniza. Videl je razkosano pesem kosov, slišal neslišno, lirično je iskal zavetja v senci petja. Ivan Dobnik je mojster izčiščevanja poezije vsega odvečnega, čiste poezije, kakor jo je opisal Stefan Mallarmé. Polna je nakazovanj, a nikoli ničesar zares ne definira. Tovrstno pisanje pa postavlja več vprašanj, kakor odgovorov, kar prava umetnost tudi terja od njenega stvaritelja.
Pri Dobniku je bistveno vztrajanje v njej, biti zavezan poeziji. Z mesta se ne premaknem, tukaj branim pokrajino. Ali kot je zapisal v že omenjenem uvodniku, Neuničljivo vztraja ali preprosto diha, piše, vendar onstran cirkuških akrobacij literarnega turizma in biznisa literarnih nagrad. v tem smislu lahko beremo tudi njegove osti zoper napredek. Regulacija reke je opustošila poezijo. Varna, divja, neznana in nikogaršnja obrobja so bila prve žrtve napredka. A vendar ohranja vero v pesnika. Ampak novorojene besede kljubujejo in skupaj z njimi njihov stvaritelj. Zbirko Nostalgija, utopija odlikuje oblikovna raznovrstnost in pripomore k branju nekakšne rekapitulacije Dobnikovega ustvarjanja. Distihi, pesmi v prozi, sonet, pogosto poigravanje z zamiki verzov, bralca obdajajo s tisočerimi podobami. Tako kot so kritiki pisali poprej, da je namreč Dobnikova poezija tudi ujemanje med zvenom in pomenom, je tudi ujemanje med obliko in pomenom. Na eni strani poezija izrekanja, magičnih izrekov, na drugi strani pa poezija dolgih povedi. Zbirka se bere kot potovanje, morda celo kot dopotovanje. Koliko novega lahko zavezanost takšni poeziji ponudi? Veliko, menim. Ali lahko preseneti? Dopotovanje? A kam? Skozi vse plameni spomin. Spomin ali mnemozine, ki je mati poezije. Kar gledam, je v naslednjih sekundah že spominjanje. In ogenj, ki je in bo razsvetljeval in grel. Zvečer sem si na jasi v notranjosti zanetil ogenj iz naplavljenega lesa in obstoj poezije se mi je razodeval ravno takrat v povsem drugačnih oblikah kot tedaj, toliko let pozneje. Zadnjo pesem zbirke Nostalgija, utopija uvaja vers, ki nas suka na začetek oziroma dokončno odpravi linearnost časa. Bil sem star 5 let in v mraku gozda ob kmetiji sem zakuril ogenj. In nadalje v pesmi beremo. In ta šokantno krhki onstran še kar traja, sveti ogenj skozi desetletja. Greješ me ti, klopčič volnenih sanj, zvesta divjina iz vesolja pred začetkom. O lovljenju vetra je pričal že Pridigar v Bibliji. Vse je poezija, naj zaključim. Vera vanjo je neomajna in trdna, plameneča.
Poletje je vsekakor pravi čas za deskanje na valovih ali vsaj za branje o tem športu in prav o tem piše Primož Mlačnik v svojem drugem romanu Surferski dnevi. Spremljanje skupine zanesenjakov na portugalski obali pa kmalu pokaže na sistemske družbene razlike, podrobnosti pa mora raziskati celo detektiv. Roman je v knjižni zbirki Prišleki izdalo Literarno-umetniško društvo Literatura, ocenjuje ga Miša Gams. Primož Mlačnik je kulturolog in pisatelj, zaposlen kot docent na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Poleg številnih znanstvenih člankov je avtor znanstvene monografije z naslovom Poročilo o melanholiji, primer Kafka 2020, kratkoprozne zbirke Šarm 2017 in romana Otok psov 2022, za katerega je bil pred 2 letoma nominiran za nagrado Kresnik, in romana Surferski dnevi. Poleg lucidnega kolaža na zeleni naslovnici nas k branju zgodbe o dogodivščinah surferske druščine privabita tudi ilustracija zemljevida večine znamenitosti iz te knjige in opis glavnih junakov na začetku romana. Roman Surferski dnevi je sestavljen iz 2 delov, napisanih iz vidika 2 glavnih junakov. Prvi del je iz prvoosebne perspektive portugalskega surferskega Omerja Fernandesa, drugi del pa iz tretjeosebnega vidika prekarnega detektiva in nekdanjega policista Caetana Assunta, ki preiskuje smrt prvega in ves čas upa, da mu bodo podaljšali 1-mesečno pogodbo. Čeprav lahko roman beremo kot kritiko prekarnih delovnih razmerij, v katere so ves čas vpeti skorajda vsi surferji v zgodbi, saj zaradi manjka začasnih del ne morejo uravnotežiti finančne neodvisnosti in svobode, ki jo prinaša ocean z velikanskimi valovi, ga lahko beremo tudi kot kritiko bogatih in nadutih surferjev, ki izkoriščajo revne surferje zato, da na njihovih plečih doživijo 5 minut slave. Surfanje je že tako na začetku romana predstavljeno kot metafora za dvig iz revščine in iniciacija v zrelo dobo materialne in čustvene neodvisnosti. Mali Fernandes, ki ga oče njegovega najboljšega prijatelja, skupaj s Fernandesovo mamo, deložira iz skromne hiške v bližini obale, saj v nekem trenutku ne zmoreta plačevati vedno višje najemnine, izreče presunljivo misel, v kateri strne surfersko filozofijo. Surfanje je postalo fantazija o dvigu iz revščine, zaživeti neki drug life. Ampak nisem znal ali hotel zaživeti drugega lajfa. Znal sem samo surfati, ničesar drugega si nisem želel. Ničesar, absolutno ničesar. To je postalo problem, večkrat. Videl sem skozi slike in strategije, s katerimi nas je družba reveže želela prisiliti, da sodelujemo. Že zgodaj sem zasovražil pozerje. Tudi pozerje, ki so dobro surfali, malo teže, a brez resnih problemov, celo šminkerje, ki so imeli dobro srce, a so v mladosti nasedli istim surferskim revijam kot jaz. Ameriška surfer, portugalske Surf Portugal, On Fire, Splash. Brez teh revij ne bi bil enak, ampak v njih sem prebral toliko pozerskih intervjujev s portugalskimi wannabe, ki so surfanje popularizirali, a tudi pokvarili. Najprej so bili potepuhi in uporniki, nato so hoteli postati sponzorirani športniki. Nekaj, kar na začetku deluje kot uporniška in romantična surferska subkultura, se tako v očeh bralca postopoma razkriva kot nepravičen kastni sistem, na dnu katerega so utrjeni, a zaradi nenehne menjave del tudi utrujeni in podplačani deskarji, ki čakajo na orjaški val svojega življenja. Na vrhu pa je kasta bogatih deskarjev, ki se izživlja nad siromašnimi in jim ponuja različne življenje ogrožajoče projekte. Mlačnik v prvem delu lepo opisuje družbeno diskrepanco med različnimi kastami, utrjevanje socialnih statusov in surferskih simbolov ter prvinsko hrepenenje po preseganju vsega zemeljskega v neskončnem čakanju na val, ki bo odtehtal vse muke. Mali Fernandes ima tako že od vsega začetka smolo, saj ga obkrožajo ljubosumni in povzpetniški prijatelji, ki ga za nameček vodijo v svet alkohola, droge in nasilja. Čeprav iz policijskega, toksikološkega in obdukcijskega poročila, ki vznikne proti koncu romana, ne izvemo več kot to, da verjetno ni šlo za samomor ali nesrečen splet okoliščin, temveč za umor,
pa nas pisatelj po drugi strani drži v šahu tudi z osebnima zgodbama detektiva Kajetana in forenzične kriminologinje Glorije Esteveš, ki imata hudičevo dober razlog, da ne zaključita prehitro z domnevami, saj potemtakem ne bi dobila podaljšane delovne pogodbe, pa tudi nadaljnjih priložnosti za medsebojno flirtanje ne. V prvem delu romana Mlačnik zelo duhovito in spontano razvija psihološke like. V drugem delu pa mu povzročata težave preskok med preteklostjo in sedanjostjo ter kronološki način podajanja informacij, kjer se vse vrti okrog detektiva in njegovih osebnih strahov in ambicij. Čeprav na koncu romana izvemo, kdo je ubil malega Fernandesa, občutek nedokončanosti in opeharjenosti nekako obvisi v zraku, saj med branjem ne dobimo manjkajočega koščka v mozaiku dogodkov zadnjo noč pred umorom. Morda bi dramaturški manko pisatelj lahko nadoknadil, če bi v prvi del romana uvrstil še eno poglavje, ki bi razodelo dogajanje v zadnjih urah pred smrtjo glavnega junaka in razkrilo stopnjujočo napetost med njim in morilcem. Tako pa se nam zdi smrt mladega Fernandesa, ki je tik pred tem, da ujame val svojega življenja, vsaj dvojno krivična, tako iz vidika zastopanja surferske etike, kot iz vidika čakanja na zadoščenje. Na zadoščenje zaradi krivične deložacije, metanja polen pod noge strani ostalih surferjev in potrjevanja kvalitetne in suverene drže v oceanu plenilcev. Odlika romana Surferski dnevi je torej v tem, da nam Primož Mlačnik pokaže, kako je meja med plenilcem in plenom, žrtvijo in morilcem, trenutkom in neskončnostjo med surferji zabrisana in kako na koncu dneva ostane le boj za golo preživetje. Vsi smo surferski detektivi. Raziskujemo ocean, preiskujemo obzorje, razlikujemo med dobrimi in slabimi valovi ter odrejamo pravico. V naših očeh je največji zločin neposurfan val. Naša naloga je, da ga najdemo. Napadamo kot morski psi, v drsenju uživamo kot delfini. Iščemo največjo hitrost, nesmrten trenutek negibnosti in ustavljenega časa. Ko se znajdemo sredi sikajočega pršenja, vsak vesel ali žalosten življenjski dogodek presojamo skladno s tem veličastnim trenutkom. Najbolj nasilni valovi postanejo nam naklonjena nesebična dobrota oceana, medtem ko se kopensko življenje spremeni v niz zločinskih incidentov. Mateja Gaber, predavateljica nemščine, osredotočena predvsem na srednjeveško književnost, je pred 4 leti izdala spominsko prozo Svet kot iz škatlice vzet. Njen vitalizem pa je znova prišel do izraza v knjigi z naslovom Svet je drugačen. Izdala jo je založba Buča, prevzela je Marijo Švajcer. Pa začnimo pri koncu.
Na zadnji platnici knjige Svet je drugačen je navedeno kratko pohvalno besedilo akademika Matjaža Kmecla. Besede občudovanja in ugotovitev, da je pisanje Mateje Gaber zanimiv memoarski esej. Tako živahnega in samozavestnega kozmopolitizma pri nas zelo manjka. Kmecla so navdušili živahnost, smisel za humorno stran življenja, svetovljanstvo, eruditstvo in še marsikaj. Pisateljica se najprej spominja let, ki jih je preživela v Kuvajtu. Videti je, kot da jo bo pot vodila še v druge, prav tako eksotične dežele, a ni tako. V nadaljevanju obiskuje evropska mesta, nič manj vabljiva pa niso niti slovenska, Škofja Loka, Radovljica in Ljubljana. Pravzaprav je vseeno, kam se Mateja Gaber odpravi, povsod je ona sama, radoživa in živahna ženska, ljubiteljica lepih umetnosti in veseljakinja, ki življenje zajema z veliko žlico in se zna sproščeno smejati, pogosto tudi na svoj račun. Kamorkoli gre, povsod je ob njej ali v njenih mislih njen Brane, soprog, po poklicu pediater in zagnan igralec golfa. Če smo že pri golfu, ki je za oba precejšnja strast in izziv, je treba omeniti, da je Brane za poročno potovanje predlagal obisk Škotske, kjer bi si ogledala gradove in si pridobila vednost o bogati kulturni dediščini. Tako mimogrede, malce brezbrižno, je omenil, da bi lahko vzela s seboj palice za golf. Gradov je bilo kar veliko, ogledala pa sta si le enega, saj se igranju golfa nista mogla upreti. Mateja Gaber je otroštvo preživela v Prekmurju. V Ljubljani pa se je izšolala vse do doktorata s področja literarnih ved. Na Filozofski fakulteti na več oddelkih opravlja delo predavateljice in lektorice nemškega jezika. Začelo pa se je tako, da je po študiju najprej učila na gimnaziji Bežigrad. Ker ljubi življenje in se rada zabava, si ni mogla kaj, da se zapusta ne bi našemila. In kaj je postala tistega dne? Sama Esther Williams, plavalka in filmska igralka, ki je moški svet vznemirjala s svojo očarljivostjo in plavalno veščino. Na gimnazijo je prikorakala v enodelnih kopalkah, obuta v sandale, na glavo si je poveznila plavalno kapo z obodom iz rož, na oči pa mačja očala v slogu 50 let. V cekarju je imela radio na baterije in kopalno brisačo. Mahnila jo je naravnost v ravnateljevo pisarno in se zleknila na njegovo mizo kot na sončno plažo. Vehementno sem odprla vrata njegove pisarne, vključila glasbo Glena Millerja in The Mood, s prefinjenimi gibi sinhrone plavalke odplavala do direktorjeve mize, nanjo poveznila kopalno brisačo in se ulegla na mizo, kot da se sončim. Mogoče bi kdo rekel, da se igram službo, ampak meni se je vse skupaj zdelo čisto normalno, saj je bil vendar pustni torek, ko je čas za norčije. Biti profesor pač ne izključi norčavosti. Gabrova, super si, ampak pet iz pisarne, je odločno in s prikritim smehom ukazal direktor in mi tako odprl pot do drugih razredov, kamor me je pot zanesla z glasbo in brisačo vred, toda vedno z elegantnimi gibi Esther Williams. Ravnatelj je bil razumevajoči Janez Šušteršič, po besedah Mateje Gaber, najboljši direktor katerikoli gimnazije na svetu. Takrat je v dijaškem svetu zaslovela kot profesorica, ki hodi naokrog v kopalkah. Poleg iskrivega humorja knjiga Svet je drugačen prinaša še veliko novega. Pisateljica se spretno izraža v več jezikih, najbolj prepričljivo in s posebnim navdušenjem slovenščino dopolnjuje z nemščino, saj se z njo ukvarja tudi poklicno. Dodaja informacije o književnosti, likovni umetnosti in glasbi. Dosežkom človeške ustvarjalnosti se predaja z užitkom. Kar zadeva medčloveške odnose, je dobronamerna in prijazna. V knjigi ni enega samega pritoževanja, ni kritike, tarnanja in sprenevedanja. Mateja Gaber izraža spoštovanje do človeka in njegovega dostojanstva, ceni pripadnost in narodno zavednost, na visoko mesto postavlja ljubezen in družino. Njen humor nikoli ne zdrkne navzdol, le redko je obešenjaški. Vse okoli sebe vidi v svetlih barvah in obsijano s sončno svetlobo.
Ni pa samo resna znanstvenica, temveč je tudi ljubiteljica mode in vsakršnih zabav, tudi domačih. Ko se je kot univerzitetna predavateljica prenehala šemiti v službenih prostorih, je sproščeno veseljaštvo prenesla v domače stanovanje. Zdaj so se po njem sprehajale hollywoodske zvezde, zdaj osebki iz verskega sveta. Ko se je oblekla v boginjo lova Diano, si je domišljala, da je nadvse imenitna, mož Brane pa je imel kar nekaj pomislekov in je njeno podobo z visokimi črnimi škornji primerjal z žensko, za katero ne bi bilo mogoče reči, da je prišla iz samostana, ampak je nekakšna uživaška nabiralka moških. Zaradi nočnega hrupa med zabavami so sosedje klicali policijo, a se ni zgodilo nič usodnega. Policisti so vljudno zavrnili ponujene čevapčiče. Tudi sicer so bila vrata doma Mateje Gaber široko odprta. Družina je bila gostoljubna in je pod svojo streho sprejemala umetnike in druge ljudi, ki so potrebovali prenočišče. Neka ruska trenerka se je nekoliko preveč navdušila nad Branetom. Ocvrta jajca, ki jih je pripravil, so bila zanjo vrhunec kulinarične umetnosti, čeprav jo je vzorna hišna gospodinja dlje časa razvajala s slastnimi jedmi in vožnjami na treninge. Zaradi slabe angleščine je imenitnega kuharja Braneta imela za piškot. Mati Mateje Gaber pa se je na potovanju na Nizozemsko uprla amsterdamski prodajalki ljubezni, ki si je meni nič tebi nič poželela njenega moža in družinskega očeta. Nikakor ji ga ni hotela izročiti v ljubezenski postopek za primerno plačilo. Po knjigi se sprehajajo tudi znane osebnosti iz javnega življenja in različnih dejavnosti. Avtorica v Španiji ni izkoristila priložnosti, da bi se srečala z Luko Dončićem. Marta Verginela in Igor Pribac sta ji prinašala primorske dobrote. Dragan Živadinov in Janez Vrečko sta jo na študentski ekskurziji poučila o konstruktivizmu. V Kuvajtu so delovali znani slovenski zdravniki. Mile Kersnič, Andrej Aleš, Janez Bajc in David Neubauer. Brane Gaber pa je tam opravljal delo supervizorja oziroma glavnega svetovalca arabskim zdravnikom za intenzivno terapijo otrok. Kuvajtska bolnišnica je namreč od enote za intenzivno terapijo otrok v kliničnem centru v Ljubljani prevzela način zdravljenja najbolj bolnih otrok, ki se zdravijo po vsem svetu in ne glede na to, kje je središče sveta. Pisateljica Mateja Gaber spremeni in obrne marsikateri stereotip. O svoji tašči, partizanki in plemeniti ženski je napisala veliko lepih besed. Prav tako o moževi hčeri iz njegovega prvega zakona. V njej je toliko ljubezni in naklonjenosti, da bo branje v hudo kaotičnih in žalostnih časih, v katerih divjajo vojne, nadvse dobrodošlo. Knjiga Svet je drugačen diši po dobroti. Le kdo se ne bi hotel predati temu vabljivemu vonju. To je torej vse v današnji oddaji iz Knjižnega trga. Recenzije Tjaža Mihaliča, Miše Gams in Marija Švajncer so prebrali Maja Mol, Aleksandar Golja in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Koželj, oddajo je posnela Mirta Brlan. Uredil sem jo Vlado Motnikar.